Dobro, spoštovani kolegice in kolegi, en lep pozdrav na našem prvem majskem srečanju Slovenskega združenja za korporativno varnost. Seveda predvsem toplo pozdravljam v naši sredini tudi naše goste, ki so se prijazno odzvali vabilu in bodo z nami danes podelili nekaj svojih izkušenj, dobrih praks in pa predvsem najnovejših tudi tehnoloških in drugih spoznanj. Govorimo o zelo aktualni temi, in sicer o odpornosti naših organizacij in zagotavljanju neprekinjenega delovanja, kar je seveda ne samo v dobi epidemije, kateri smo priča, ampak tudi na splošno eden od, ključnih segmentov v naših organizacijah. Se pravi, kako zagotoviti, da naše organizacije delajo neprekinjeno. Na katerem koli že segmentu v bistvu delujejo, je ta neprekinjenost izredno pomembna. Zato bomo danes tudi iz različnih zornih kotov pogledali, kaj so tisti glavni izzivi in kateri so tisti vplivi, oziroma kaj lahko naredimo, da bo ta odpornost naših organizacij še večja. V svoji sredini oziroma naši sredini posebej pozdravljam gospoda Aleksandra Todorovskega iz Ericssona Slovenije. Gospod Aleksander, lep pozdrav. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Potem našega kolega Gašperja Pintariča, Špica International. Gašper, dobrodošel. Hvala za povabilo in pozdrav vsem udeležencem in sogovornikom. Kolega Aleša Polanjka, direktorja Tent. Aleš, tudi tebi lep pozdrav. Lep pozdrav vsem, hvala za povabilo. Prosim. Kolega Igorja Hostnika iz Aktuala IT. Igor, dobrodošel med nami. Pozdravljeni, lep pozdrav vsem. In pa doktor Andreja Bregarja iz informatike. Pozdravljeni. Lep pozdrav. In pa majčkeno kasneje se nam bo priključil še kolega Aleš Ribič iz HSI-ja, tako da bomo potem skupaj tvorili, to skupino, ki bo danes razpravljala. Seveda, razprava pa ne bo samo pri nas, vabim vse naše člane in pa seveda tudi ostale udeležence, ki ste se nam danes priključili na tem srečanju, da v rubriki chat lahko postavite tudi svoja vprašanja, svoje razmišljanja in jih bomo probali vmes med to našo razpravo tudi malo pokomentirati, odgovoriti na kakšne izzive, vprašanja, tako da bomo slišali tudi vaše izkušnje oziroma predvsem, če bodo kakšna dodatna vprašanja, ki želite, da jih se jih posebej dotaknemo. Zdaj pa glede na to, da je čas je denar, pravijo, in da seveda je čas omejen, predlagam, da bomo kar začeli s to razpravo, da se bomo lahko dotaknili čim več odprtih točk in pa seveda, da posredujemo čim več nekih uporabnih informacij in izkušenj, ki bodo vsem nam pomagali, da bomo lahko po tem srečanju seveda močnejši v predvsem operativnem delovanju naših organizacij. Za konec, preden začnemo z razpravo, bi pa samo še to povedal, da je ta razprava samo ena v nizu razprav, ki jih imamo v tem mesecu in se bodo nekako kot vrh končali na dnevih korporativne varnosti, kamor tudi vsi toplo vabljeni, kjer bomo skozi dvodnevni mednarodni dogodek, ki predstavlja ne samo enega izmed najpomembnejših regijskih dogodkov, ampak tudi v mednarodnem okolju izredno odmevnega, pogledali iz različnih zornih kotov še dodatno vse te izzive, katere bomo že danes nekako odprli in na katere bomo dodatne odgovore iskali tudi še na dnevih korporativne varnosti. Ne bo toliko dovolj za uvod, zdaj bi pa mogoče kolega Aleksander kar začela midva z prvim vprašanjem, in sicer absolutno uvajanje teh novih tehnoloških rešitev v dobi digitalizacije, dobiva vedno večjo neko odvisnost, vezano na zagotavljanje neprekinjenega in varnega delovanja predvsem informacijskih sistemov. Zdaj priča smo enem procesu uvajanja tehnologij 5G, kar je to sigurno pomemben dejavnik v tej smeri. Mogoče, če bi vi kot strokovnjak z tega področja kratko izpostavil tiste izzive,
ki jih nekako vi zaznavate ali pa ki jih lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo še pri varnem uvajanju teh tehnologij 5G? Izvolite. Hvala. Ja. Super, zanimivo vprašanje. Jaz bi tukaj najprej začel z enim malo holističnim pogledom na 5G, mogoče, da lažje razumemo izzive, s katerimi oziroma katere lahko pač pričakujemo. Za tiste mogoče, ki ne poznajo podrobnosti, 5G predstavlja ena evolucija obstoječih mobilnih tehnologij. Ta je zgrajena na osnovi, katera je že postavljena za 4G tehnologijo. To je neka osnova. Prejšnje generacije so bile osredotočene na neko potrošniško in osebno komunikacijo. 5G pa bo predvsem služil potrošnikom, ampak tudi podjetjem. In se pričakuje, pač, da bo dvignil IoT, Internet of Things, na neko višjo raven, da tam, kjer je pač vrhunska povezljivost predpogoj. Od 5G se pričakuje tudi neke nove izboljšave, torej večja hitrost prenosa podatkov, hitrejši odzivni časi, tukaj govorimo o 1 milisekundi odzivnega časa, več naprav, da se poveže, ki se hkrati potem povežejo na neko bazno postajo in neka višja pasovna širina, nekem širšem geografskem območju. To, kar je zdaj tukaj zelo pomembno izpostaviti, omrežja 5G bodo služila kot neka kritična infrastruktura, ne, za digitalizacijo, avtomatizacijo in povezljivost strojev, robotov in bo pripomogla k lažjemu prehodu temu, kaj rečemo neki Industry 4.0 ali digitalizirana industrija. In industrije in storitve, katere bojo največ imele pač benefita od 5G, so predvsem proizvodnja, promet, logistika in zdravstvo tudi. Ne? In potem nam postane malo jasno, da, če temu tako rečemo, tukaj je na kocki velika vrednost, če so vpete vse te industrije. In je tudi bistveno drugačna toleranca do tveganja tukaj, glede na to, v kaj bo vse vpeta tehnologija 5G. In tako pridemo tudi do teh izzivov, ki so predvsem na področju zagotavljanja neke ustrezne varnosti v omrežjih 5G. Jaz bi najprej izpostavil tukaj, da standardizacija predstavlja neka hrbtenica za varnost teh mobilnih omrežij in za odpornost potem organizacij, ki uvajajo 5G tehnologijo in za varno delovanje te 5G tehnologije. Standardi so odprti, te so dogovorjeni po celem svetu in zagotavljajo neko interoperabilnost. Ne obstaja en varnostni standard, s katerim bomo rekli, ok, podpiramo to in je omrežje pač varno. Ampak jih je več, ki pokrivajo 5G tehnologijo. Telekomunikacijska omrežja se zelo hitro razvijajo v tem širšem tehnološkem okolju. Ta vključuje ne samo 5G, vključuje virtualizacijo, IoT, Industry 4.0. A na drugi strani pa imamo pač izzive glede kibernetske varnosti. Zagotavljanje te večje stopnje odpornosti, varnosti se doseže z nekimi pač revizijskimi postopki, pri katerih se izdelki pač proizvajalcev pregledujejo v skladu z nekimi standardnimi specifikacijami. In kot sem prej izpostavil, glede na to, da bo 5G kritična infrastruktura, zaradi kritične vloge, se v številnih državah razpravlja o nekih dodatnih varnostnih zahtevah za to. Temu smo pričali tudi v Sloveniji. In teh razvoj varnostnih standardov je dolgoročen proces, pri katerem sodeluje veliko organizacij. Če sumariziram, v obdobju recimo 5G, da razumemo pri razumevanju te varnosti 5G, je pomembno, da predvsem razumemo naslednje, da imamo večjo vrednost, ki je tukaj na kocki, in zmanjšajo toleranco tveganja. Pomembnost
teh varnostnih standardov, izdelkov, uvajanj in operacij celega omrežja, da so potrebni neki proaktivni ukrepi glede kibernetske varnosti, da definiramo, kako bomo upravljali z ranljivostjo omrežij in zelo pomembno je zagotavljanje neke varne dobavne verige. Vse je to nek predpogoj, da naredimo neko varno 5G omrežje, tako da to bi bil moj nek kratek odgovor na vaše vprašanje. Aleksandar, lepa hvala za ta, bom rekel, en del uvoda, bom rekel, z tega mogoče strateškega vidika, ne, kaj prinaša uvedba teh novih tehnologij, sploh vezano na 5G. In Igor, odlično izhodišče je Aleksandar dal ravno za vprašanje, ki sem ga želel tebi postaviti. V okviru te digitalizacije in uvajanja teh novih procesov bo seveda vedno tesnejše povezovanje tudi različnih okolij, ne, ki so bila do zdaj nekako fizično zelo ločena med sabo. Ne. Iz tvojega stališča, kaj smo se naučili glede vidljivosti med omrežji, recimo OT, IoT, IT, predvsem stališča dvigovanja kibernetske varnosti kritične infrastrukture? Ja, hvala. Kot je že sogovornik omenil, je bistveno, ali pa bom rekel, razumevanje vseeno zgodovine, in sicer, da sta se razvijala tako tehnološko kot procesno, recimo vsaj OT in IT omrežja ločeno. Tudi določene dobre prakse, ki so v enih okoljih upeljane, v drugih niso in podobno. Tako da ta izziv načeloma izboljšuje, ne rešuje ga IoT, torej se pojavljajo neke vrste enaki načini delovanja tovrstnih omrežij. In kar smo opazili pri našem delovanju na trgu, da se vse prevečkrat tudi še meša ta pojem digitalizacija in pa na drugi strani informatizacija, ali pa bom rekel kot en izmed korakov k digitalizaciji. Poslovno odločanje pač temelji predvsem na podatkih iz procesov osnovnih dejavnosti, torej tega, če rečemo OT dela, ali pa v prihodnosti bo verjetno to IoT, ne toliko na podpornih procesih, to, kar imenujemo poslovne procese. Kar vidimo pri našem izvajanju različnih tipov, bodisi vertikal oziroma industrij ali pa posameznih strank, je to, da je ta vidljivost med posameznimi omrežji prepuščena posameznim proizvajalcem, bodisi nekih proizvodnih linij, storitvenih platform, in pa na drugi strani tistemu, ki skrbi za poslovna omrežja. Torej, te vidljivosti niso standardizirane, ampak se vsak znajde po svoje. Nekateri imajo tudi močnejše oddelke IT in to, bom rekel, vodi ali pa prevladuje IT vzgib, ponekod pa seveda bolj procesno orientirani, pa to vodijo proizvajalci oziroma dobavitelji linij. Mi trdimo skozi te izkušnje, da vidljivost vsekakor mora biti med temi omrežji in tudi bo, ker sicer v bistvu nima niti smisla digitalizacija ali pa podpora. Kar smo se naučili je to, da skušamo, tu pravim skušamo iz razloga, ker še vedno ni dovolj velikega razumevanja, da bi lahko trdili, da je potrebna predhodna analiza celotnega poslovnega sistema. Tukaj mislim tako cilje družbe glede tveganja, kakšna tveganja so dovoljena, kakšna sprejemamo, kako jih seveda adresiramo, torej naslavljamo. Kakšen je, na to potem definiramo, kakšen je obseg in pa način povezovanja teh omrežij. Tako da ta ločena analiza se nam zdi ključna, ki jo opažamo pri vseh dejavnikih, da ko jo enkrat izvedemo, ne glede na to, kdo je izvajalec, ker bo moral združevati različna področja ali pa različne ponudnike, OT omrežij, IoT, konec koncev, in to bi, bom rekel, tisti izpostavil, kar je ključno med temi omrežji. Recimo, sam še en stavek, če rečem, popularne so agilne metode dela. V teh primerih opažamo, da so manj pomembne od nekega celovitega vodenja vseh aktivnosti, ki se dogajajo
tako v OT, IoT ali pa poslovnem omrežju, ker sicer težko vzpostavimo nek učinkovit nadzor. To so naše izkušnje. Hvala lepa za ta del izkušenj, ki so sigurno izredno dobrodošle, kajti z njimi se kakorkoli srečujemo v različnih organizacijskih okoljih, ne glede na portfolio, bom rekel, aktivnosti, ki jih organizacija izvaja. Mogoče, Andrej, bi še do vas z vprašanjem preskočil, in sicer zdaj smo slišali kar, bom rekel, nek pogled nekih izzivov, ki jih prinašata nova tehnologija in pa neka organiziranost trenutna naših informacijskih okolij. In je logično vprašanje nekje, da seveda za pomembnost odpornosti organizacije bo seveda potrebno zagotoviti tudi, da informacijska varnost kot taka dobi ustrezno mesto v teh, bom rekel, procesih. Kje vi vidite te ključne korake, da informacijska varnost dobi pravo mesto in predvsem vire za izvajanje tega svojega poslanstva, da bo lahko to kompleksnost teh okolij tudi ustrezno nekako poskušala obvladati? Hvala za besedo. Ja, dejansko kompleksnost okolij, količina naprav in informacij, ki jih imamo v omrežju, seveda zahtevajo ogromno virov, da lahko spremljamo kibernetska tveganja in dejansko se pravilno odzivamo na kibernetske napade in kibernetske incidente. Tukaj je en vidik seveda digitalizacija, drugi vidik, ki je prav tako zelo pomemben in sovpada z industrijo 4.0, pa je tudi stvar avtomatizacije. To pomeni, da se procesi vedno bolj avtomatizirajo, vključujejo tudi določeno avtonomno odločanje in avtonomno izvajanje operacij. Zdaj, zakaj je to pomembno z vidika virov? Zato, ker pač izkušnje kažejo in številni napadi, katerim smo priča in so dokumentirani, da dejansko procesi vedno bolj postajajo odvisni od informacijske tehnologije. Pomeni, da če pride do nekega kibernetskega napada, se lahko zgodi, da bo proces proizvodnje ali delovni proces v organizaciji v popolnosti zastal. Torej, organizacije več ne morejo delati brez, da bi alocirali ustrezne vire, ki bodo zagotavljali čim večjo stopnjo kibernetske varnosti. Tako da tudi določene statistike kažejo, da bo recimo samo v letu 2021 potrebno nameniti okrog 6 trilijonov evrov za to, da bomo sanirali posledice kibernetskih napadov v okviru celotnega globalnega sveta. Torej, kar izhaja iz tega je, da je ključno tukaj zavedanje pomena kibernetske varnosti in zavedanje tega, da alociramo ustrezne vire, ki bodo učinkovito skrbeli za kibernetsko varnost. Namreč osebno menim, da je kibernetska varnost na nek način, lahko rečemo, hendikep organizacij kot takšnih, zato ker to za večino organizacij ni neko področje, ki bi generiralo direktni profit, ampak je nek izdatek, ki ga je pa potrebno seveda pokriti z namenom, da bodo lahko organizacije normalno in nemoteno poslovale, da lahko govorimo o odpornosti, o nemotenem poslovanju. Tako da samo zavedanje kibernetske varnosti je tukaj osnova, da lahko ustrezno upravljamo vire. To pa tudi pomeni, da je potrebno kibernetsko varnost v osnovi nekako vključiti v samo kulturo podjetja. Torej, kibernetsko varnost je potrebno podpreti na vseh nivojih poslovanja organizacije, od najvišjega vodstvenega nivoja pa preko operativnih, čisto izvedbenih nivojev. Da lahko to dosežemo, je ključno, da kibernetsko varnost vpletemo tudi v vse procese. Se pravi, pomembno je, da posežemo po določeni standardizaciji, recimo uvedemo ITIL standarde ali uvedemo ISO 27101 ali mogoče CIST NSF model ali kaj podobnega. Skratka, vsi ti standardi nam bodo omogočili, da je upravljanje z viri, z strokovnjaki, ki bodo se soočali z kibernetskimi napadi, sestavni del procesa, delovnega procesa v delovnih organizacijah. In samo na ta način, ko bomo ustvarili neko kulturo, ko bomo vpeli kibernetsko varnost v osnovne procese in jih standardizirali, bomo tudi zagotovili, da bo
da bodo vodstva delovnih organizacij videla, kako je to pomembno in da bomo že privzeto pri vsakem delovnem procesu in vsakem projektu, ki ga delamo, varnost vpeli kot temelj samega projekta oziroma procesa. Se pravi, lahko govorimo o cyber-centric pristopu k poslovanju in k izvedbi projektov v delovnih organizacijah. Se pravi, lahko govorimo tudi o principu security by design. Karkoli delamo, mora imeti vkomponirano določeno mero varnosti in čim to vkomponiramo, postane zagotavljanje varnosti del osnovnega procesa in je potrebno vire planirati kot del vsakega procesa, ki ga izvajamo, tako kot tudi planiramo vire recimo za razvoj, so sestavni del procesa oziroma projekta viri, ki zagotavljajo varnost. Seveda zdaj na nivoju projektov to ne bo dovolj, potrebno je nasloviti zadeve v okviru širših varnostnih programov oziroma strategij, ampak to nekako vse se upada potem tudi z ustrezno standardizacijo, vpeljavo določenih splošnih standardov, ki bodo to omogočili. Na ta način tudi lahko zvišujemo konec koncev nivo zrelosti, kjer je pomembno seveda, da vedno tudi ocenjujemo, kje smo, kakšna so tveganja, kako jih nasloviti in potem za nekimi KPI-ji, torej nekimi indikatorji, merimo, kako se izboljšujemo in če gremo v pravo smer in tudi v skladu s tem ustrezno alociramo vire. Zdaj v praksi recimo se tudi taki čisto preprost pristop dostikrat vredo obnese, recimo če imamo določene delavnice ali kaj podobnega, kjer vpeljemo čisto konkretne scenarije nekih vektorjev napadov in posledic, kaj ti napadi lahko povzročijo delovnim organizacijam in kako je potrebno ukrepati, če na takšnih delavnicah oziroma vajah sodeluje na primer tudi vodstveni kader, bodo hitro videli, kakšne so lahko posledice in takoj zvišamo zavedanje za to, da je potrebno alocirati določene vire, ki se bodo ubadali posebej z področjem informacijske in kibernetske varnosti. Mislim pa, da veliko lahko stori tukaj tudi država oziroma regulatorji, ker če čisto realno pogledamo, na primer GDPR-ja se večina delovnih organizacij zaveda in za večino delovnih organizacij je samo po sebi umevno, da bodo določene vire v ta namen alocirali. Podobno recimo v sistemih kritične infrastrukture je zavedanje kibernetske varnosti precej na visokem nivoju, ker pač imamo zakon o kritični infrastrukturi, sektorske varnostne operativne centre in tako dalje. Skratka, tam, kjer je dobra regulativa, to tudi napeljuje delovne organizacije k temu, da je samoumevno, da pridobijo ustrezne vire in jih tudi ustrezno usmerjajo, da bodo zagotavljali zadosten nivo varnosti. Kjer pa regulative in nekega dejansko rečimo EPP ali kakorkoli ozaveščanja ni dovolj, pa lahko varnost temu primerno šepa in tudi viri ne bodo toliko izkoriščeni. Hvala lepa. Prvo ste kar nekaj pravih težav, ki so pomembni za to, da izgradimo to celovito varnost, pa ne samo na področju kibernetske varnosti, ampak varnosti nasploh. In ta avtomatizacija je izredno pomembna, zato bi Aleš kar v bistvu ravno na tej točki nadaljeval k tebi. In sicer umetna inteligenca vedno bolj prodera tudi na področju zagotavljanja fizične varnosti, ki je ravno tako pomembna za ta celovit obseg varnosti v naših organizacijah. Kakšni izzivi so pred nami z vidika zagotavljanja neprekinjenosti delovanja naših organizacij z tega aspekta uvajanja nekih novih, v bistvu avtomatiziranih rešitev tudi na področju fizične varnosti? Ja, hvala. Sicer zelo kompleksno vprašanje, ki je naslovljeno, zato tudi nisem nič odgovarjal, ko sem jim poslal nekčin predlog. Zdaj, mi kot TEN seveda se soočamo
smo, odkrito rečeno, bolj prisotni na SMB segmentu podjetništva v Sloveniji in pa seveda tudi na enterprise levelu slovenskem, tako da določene izkušnje tudi z tega področja imamo. Zdaj, glede to, da v bistvu je naša core dejavnost nekako vedno bila neka, ki je vključevala vedno neko varnost, torej te varnostne rešitve, ali bodi si to na infrastrukturnem nivoju, ker pač mi smo tisto podjetje, ki omogočamo to cesto, da lahko digitalizacija poteka, nekako v te hibridne rešitve v zadnjem času najbolj, torej infrastrukturne, in pa drugi del, ki pa že ves čas po nas poteka, kot pač tisti, ki ponujamo rešitve za tehnično varovanje. Zdaj, ta del pa se dotika malo te umetne inteligence, ki je zdaj, bom rekel, kot predstavnik pač Roboticsa v Sloveniji, kot tistega, ki je nekako pionir na marsikateri rešitvi iz področja tehničnega varovanja, in eno od teh je tudi to platformo, ki jo ima sedaj, ker pač vključuje, da se zajem nekako neko osnovo rabiš, torej neko video, neko sliko rabiš, da lahko z strojnim učenjem nekako prideš do tega, da neko rešitev avtomatiziraš. Zdaj, kaj bo to pomenilo, je to, da sama rešitev procesira on the edge, kar pomeni, da nekako avtonomno dela na samem zajemu. Zdaj, kaj bo to omogočilo? Zdaj, fizična varnost, bom rekel, nisem toliko strokovnjak, da se razumemo, je pa dejstvo, da pač tehnično varovanje, ki je z naprednimi rešitvami, pa seveda lahko prevzame določen del teh nalog, predvsem pa v tem času COVID-a in teh zadev je pa to še toliko bolj pomembno, da ne prihaja do nekih fizičnih stikov in tako dalje, da so določeni perimetri, da so določene, bom rekel, procesi nekako vhodov, izhodov v neke objekte, v proizvodnji, kjerkoli že, da se predvsem nadaljava avtomatsko, nadzira in pa tudi proaktivno reagirajo. In predvsem gre za to, da se izloči čim več teh false alarmov ali pa false nekih dogodkov, ki bi lahko procesov pospešijo. Tako da, bom rekel, na ta način jaz mislim, da bo predvsej izzivov močno, omenjen je bil GDPR, omenjen je bilo marsikaj drugega, predvsem pa zavedanje o tem, kaj varnost pomeni, pa kaj varnost je, ali je to strošek ali ni. Jaz mislim, da je treba neko strošek gledati, ampak kot to, da je to nek profitni center, koliko on prepreči tega, če je zdaj bilo tam neke trilijone, Andrej omenil, za sanacijo teh stvari, ki bodo v prihodnje številke ogromne, je treba pač pogledati, koliko mi s takimi nekimi preventivnimi sistemi avtomatskimi, ki vključujejo neko strojno učenje, artificial intelligence, preprečimo in to znati vrednotiti, in namesto, da rečeš za to strošek, rečeš, da si pa to prihranil, na ta način. Zagotovo pa je to treba biti precej integrirano na celotnem področju samega poslovanja in je to neka osnova. Toliko. Hvala lepa. Absolutno je pomembna ta sistemska integracija, da se, bom rekel, vse nove tehnološke rešitve nekako ustrezno v celotno sliko zložijo, predvsem zato, da same kot take ne povzročajo nekih dodatnih težav, tako na pravnem, kot predvsem tudi na informacijsko-varnostnem področju. Gašper, tebi bi pa želel vprašati, v bistvu, seveda, vedno moramo začeti pri osnovah, in osnove so v bistvu dostopi. Takrat ugotovimo v naši operativni praksi, da največkrat pozabimo na te osnove, ki nam potem v bistvu pa naredijo lahko velike težave pri nekem neprekinjenem delovanju naših organizacij. Predvsem, kadar govorimo o nekih dostopnih pravicah, tako zaposlenih, kot tudi nekih zunanjih v bistvu partnerjev, ki jih rabimo za to, da določeni procesi v naših organizacijah delujejo. Nam lahko mogoče zaupaš neke nove trende kontrole pristopa in njihov vpliv na področje obvladovanja tveganj, predvsem v smeri te vedno večje digitalizacije, o kateri smo zdaj slišali kar nekaj besed. Denis, hvala za vprašanje in pa najprej pozdrav tudi vsem udeležencem te okrogle mize. Zdaj, tako kot je bilo že danes kar nekaj slišati na to temo, je ta trend pri kibernetski zaščiti nekih IT sistemov navis ali pa pri zagotavljanju varnosti IT sistemov, kar, bom rekel, na zadovoljivi se
se ta trend, se ta zaščita je vedno večja. Kot si rekel, včasih je pa izziv, se mi zdi pa, da pri sami tehnologiji dostopa, pa se mi zdi, da imamo še kar neke rezerve tudi pri nas. Če mogoče za trende se me vprašal, pred dolgimi časi nazaj smo štartali z navadnimi ključi, s katerimi smo odpirali vrata. Potem so prišle RFID kartice z različnimi svojimi generacijami. Če so bile prve generacije tam na 125 kHz, ki so delale od daleč, zelo enostavno, brez zaščite, velike zaščite kartic, se je pojavila naslednja generacija, ki lahko mogoče razdelimo v 3 skupine na 13-56 MHz. Tam je ta MIFARE, iClass, kjer pač so neki proprietary zaščitni protokoli bili na področju ponudnikov teh kartic. Se je potem naslednja generacija je bila nekako, da so te proprietary protokoli se malo izboljšali, so uvedli neke dodatne zaščitne kontrole na kartice, neke varnostne mehanizme z nekim secure elementom, tukaj je iClass, SE, MIFARE plus tehnologija. Do zdaj mogoče na nekem zadnjem nivoju neke generacije zaščite kartic SEOS ali pa MIFARE, DESFire, kjer pa se že uporablja te odprte standarde za varnost na zelo visokem nivoju. Zdaj, obstaja še ta tretji nivo, ki se mu reče, access control z raznimi karticami, z certifikati na karticami ali pa kaj takega, ampak tukaj vidimo, da se to v same dostopne pravice v access control ni potisnilo, ampak je bolj namenjeno neki logični kontroli pristopa za identity management, za priklopom na računalniško omrežje ali pa kaj takega. Prišla je pa vzporedno s temi razvojem tehnologije na karticah, pa seveda so prišli mobilne naprave in drugi trendi, torej NFC, Bluetooth, kjer pa vidimo, da v bistvu vedno več ponudnikov gre v to zadevo, tako da se premikajo tudi ta, dajmo reči, mal do tehnologije zadržana sprejemljivost, da bi telefone uporabljali za odpiranje vrat in te zadeve, se vedno več tudi v varnostnem segmentu prehaja v to tehnologijo. Tako da vidimo, da vedno večje povpraševanje je, tudi razvoj gre v to smer, da gre vse na telefone, kjer v bistvu s pomočjo Bluetootha ali NFC-ja odpiramo vrat. Zdaj, tukaj se moramo pa zavedati, da Bluetooth pa NFC omogočita samo neko komunikacijo, da je treba varnost implementirati na višjem aplikativnem nivoju in tukaj vsak ponudnik malo po svoje te zadeve pelje. Kaj mogoče še so trendi? Mogoče je za omeniti seveda biometrijo za odpiranje in dostopnost, ki je v Sloveniji, smo malo zadržani do tega v skladu z informacijsko pooblaščenko in z VOP-om smo malo omejeni. Torej razne face recognition, prstni vtisi ali pa kaj takega, razen v zelo strogim omejenim prostorom, kjer se ta tehnologija tudi v Sloveniji uporablja, ni namenjena ali pa dovoljena v splošno uporabo. Videli smo, da za COVID-om so bile zelo aktualne pa popularne tudi temperaturne kamere, ki pa nekako niso zaživele v praksi. Potem pa seveda se moramo pri tehnologiji dostopa, kontroli dostopa vedno vprašati tudi, ali obstajajo online, offline rešitve, kaj so plusi ene, kaj so plusi minus druge. In pa seveda v trend tudi pri kontroli pristopa gre v cloud rešitve, tako kot pri ostalih, dajmo reči temu rešitvah, se tudi tukaj premikajo zadeve v cloud, tudi mi se z našimi rešitvami premikamo v cloud, tako da te zadeve v cloudu nam prinašajo pa določene prednosti, nove, drugačne dostope, ker slišali smo danes že malo besedo, mislim, da od Andreja, security by design, je treba zadeve malo drugače tam razmišljati in pa postavljati. In pa mogoče si omenil še malo te pristope in pa kako prihajajo ljudje. Vidimo, da mnogo več uporabnikov se že zahteva neke digitalizacije najav obiskovalcev ali pa zunanjih izvajalcev naprej na svoje območje. Tako da tukaj vidimo, da se te najave zahtevajo že digitalno naprej,
da lahko neko varnostno osebje, sploh v kritični infrastrukturi, opravi mogoče tudi kakšno varnostno preverjanje za te osebe, ali so dovoljene ali ne. Tako da je tukaj tudi ta zajem podatkov za najavo naprej treba na pravi način narediti in pa seveda skladno z vsemi zakonskimi okviri, ki jih imamo tukaj na voljo. No. Tako da mogoče res na kratko, torej vse na mobilne telefone, tukaj je ta trend, kar se tiče nekih identitete posameznika, cloud in pa pač neka digitalizacija najav, to so nekako na kratko, mogoče neke izhodišča z moje strani. No. Ja, Gašper, hvala lepa za ta odličen uvid, kako se, bom rekel, to fizično okolje in pa informacijsko združuje v neke hibridne rešitve, ne, ki na vsakem področju posamezno seveda iščejo glede na situacije in pa trenutne potrebe se razvijajo neke rešitve, ne, in v prihodnosti bo ta dinamika še toliko bolj hitra, ne, na drugi strani pa seveda bo potrebno zagotavljati, da bodo vse te rešitve skladne tako z zakonodajo, GDPR in ostalimi stvarmi, kot bom rekel na drugi strani tudi to informacijsko varnostjo, ne, ki nam v zadnjem času, bom rekel, dela kar neke skrbi, ne, in neke oblačne storitve, čeprav smo se jih pred nekim časom kar otepali, vidimo, da pri določenih v bistvu rešitvah so izredno pozitivno prinesle nek pozitivni učinek na sam proces. Aleksandar, mogoče, če midva nadaljujeva, prej smo se že dotaknili seveda te kibernetske varnosti in uvajanja novih tehnologij 5G, ampak če mi lahko v bistvu svojega stališča izkušenj, glede na to, da Ericsson je res eno globalno podjetje, ki je prisotno z različnimi tehnologijami v celem spektru, tudi kritični infrastrukturi. Kaj je po vašem tisto, kar lahko posamezni deležniki, sploh te, ki so mogoče bolj kritični, kot so kritična infrastruktura, izvajalci bistvenih storitev, še lahko naredijo ali pa morajo narediti, ko se spravijo v bistvu uvajati te nove tehnologije 5G, predvsem zato, da bo ta varnost še bolj obvladljiva. Kaj menite? Ja, hvala za vprašanje. Zelo aktualno vprašanje, ta varnost oziroma kibernetska varnost in vpliv 5G tehnologije na to je v fokusu predvsem pri proizvajalcih opreme, pri operaterjih, ki uvajajo to tehnologijo, ampak tudi pri ostalih deležnikih. Se bom dotaknil tega, kdo so key stakeholderji tukaj, ki morajo skrbeti o tem. Mogoče najprej povem, recimo, kako Ericsson gleda na to varnost v 5G-u, ne? Kaj so neki nivoji, ki jih mi gledamo, oziroma kaj so neke osnove varnosti 5G. Mi vidimo pač štiri neke osnove, štiri neka nivoja varnosti v 5G-u. Prvo je nekaj, kar sem se že dotaknil v prvem vprašanju, to je tehnična standardizacija. Drugo je pač postopek, kako se razvija nek izdelek pri proizvajalcu. Potem je tudi način, kako se uvaja izdelek oziroma tehnologija pri operaterju v omrežju, kako se konfigurira, in sami operativni procesi, ki so pri operaterju. Ta pristop, ki ima te recimo 4 komponente, je tudi nekako inkorporiran v tem EU toolboxu, v orodjih, ki jih Evropska unija razvija in ki so kot nek guideline za implementiranje nekega, če temu posplošimo, varnega 5G omrežja. Standardizacija, ki je recimo nek prvi nivo, pač skrbi, da se razvijajo varni protokoli in algoritmi, ki se bojo uporabljali. In zdaj je pomembno, da tako operaterji kot pač proizvajalci se strinjajo s tem. Obstajajo neki standardizacijski bodi, kot je 3GPP in tako naprej, ne? In se dogovorijo, kako bojo pač implementirali to, tako da nimajo recimo neki
če temu rečemo, zlonamerni akterji nimajo dostopa do tega, ne, da je to na ta način zaščiteno. Ta drugi nivo, ta produktni razvoj, produktni razvojni proces, ta je sestavljen od tega, kako razviti varno hardverski, softverske komponente, varen razvoj, varni razvojni procesi, kontrola softverja, kontrola teh varnostnih izboljšav. In to je zasnova in razvoj, ki ga izvaja ta omrežni dobavitelj. On je pač key stakeholder tukaj, da poskrbi, da končni izdelek je varen in da ustreza temu. Tretje, zelo pomembno je pač, to so procesi za uvajanje, deployment procesi, torej kako ti produkt, ki ga imaš, ga uvajaš pri operaterju. Zelo pomemben je tako imenovan v angleščini recimo hardened network design, da imamo varen network design z upoštevanjem varnosti in odpornosti, da imamo pač konfiguriranje teh varnostnih parametrov že v uvajanju tega omrežja, že od začetka. Torej, da so ta omrežja zasnovana in konfigurirana že z ciljnim, ki imajo nek ciljni raven varnosti. Zelo pomembno. Četrti nivo, ki sem ga omenil, pač operativni procesi. Da imamo neke varne operativne procedure, da imamo pač monitoriranje performance varnostnih funkcij, vulnerability management, odkrivanje teh napadov in odgovori potem in recovery po tem udoru. To so ta neka 4 nivoja. Drugo, kar bi izpostavil, mogoče ni toliko vidno, to so neke varnostne kontrole dobavne verige, secure supply chain, ker tukaj imamo mi proizvajalca opreme, ampak v tej opremi imamo veliko third party komponent in je zelo pomembno, kdo kontrolira te third party pač proizvajalce, ki jih mi kot vendor pač vključujemo noter v svoje izdelke. Kako ta proces je narejen, da se poskrbi, da ne pride do takega pač udora. In zdaj pridemo na tega, kar ste rekli, kako lahko poskrbimo oziroma kdo mora poskrbeti. Key stakeholderji tukaj v tem delu recimo posla, s katerim se mi ukvarjamo, jih je več. Številka 1 je država. Ona postavlja nek legislativni okvir glede elektronskih komunikacij. Ona definira pogoje, kako se izvajajo elektronske komunikacije prek ZECOM-a in ostalih zakonov. Potem je AKOS, ki ima vlogo regulatorja, regulira ta trg elektronskih komunikacij in definira pravila. Tudi lahko definira pravila okoli varnosti uvajanja 5G tehnologije in tako naprej. Operaterji, eni od pač glavnih stakeholderov, čez njihovo omrežje pač, če rečemo temu, gre ta 5G tehnologija in morajo skrbeti za to, kar sem prej omenil, operativne procese in samo konfiguracijo omrežja. Ker če operater, recimo, v nuklearni Krško postavi opremo, hočemo imeti varno okolje tam. In na koncu proizvajalci opreme, ki morajo pač imeti standardizirane in varne produkte, ki bodo teh omrežij. Tako bi bil kdo in kaj je potrebno. Aleksandar, hvala lepa za ta, bom rekel, širok pogled, predvsem teh 4 layerjev, ki so potrebni za to, da bom rekel, se že od začetka do same implementacije teh tehnologij v operativno uporabo nekako skrbi za to, da so vsi aspekti ustrezno naslovljeni. Igor, bi zdaj v bistvu ravno na tem, kar je Aleksandar nekako
nakazal skozi te 4 lajerje, pa tebe v koraku naprej vprašal, da je seveda za odpornost organizacije izredno pomembno tudi to, da razumemo lastno informacijsko okolje, ne? Ker če razumemo lastno informacijsko okolje, potem verjetno znamo oceniti in razumemo, kateri so tisti ključni procesi, ki jih pa moramo res zavarovati in jih moramo neprekinjeno v bistvu zagotavljati njihovo delovanje. Po tvojih izkušnjah, kateri so, bom rekel, tisti ključni koraki ali pa ključna razumevanja, da pridemo do tega, do te ocene, ne? Ker vse ne more biti kritično. Kritično je lahko samo en del in v tisto pa moramo usmeriti vse resurse, ne? Mogoče sam za medklic, preden odgovoriš, a veste, ko smo govorili prej o zakonu o kritični infrastrukturi, enkrat so bile ideje celo, da so vrtci kritična infrastruktura. Absolutno so naši otroci kritični za vsakega od staršev in za družbo, ampak to ni kritična infrastruktura, ker če vse kritično, potem v bistvu nič ni več kritično, ne? Zato je ta vprašanje, se mi zdi izredno pomembno, no? Če svoje izkušnje lahko pomagaš nam videti, kako je s tem. No, mogoče bi jaz še malo razširil, ne samo poznavanje ali pa razumevanje lastnega informacijskega okolja, ampak celotnega poslovanja, ne? Zdaj izkušnja ima, bom rekel, naša skupina, če tako rečem, ne samo jaz osebno. Kaj hočem s tem povedati, ker razumevanje lastnega okolja je izziv, bodisi razmišljajo posamezne organizacije, saj to pa dela ena služba, ki se ukvarja z standardizacijo, organizacijo in podobno, ne pa da vsi razumejo na enak način pogled na organizacijo, ne? Ki ni nujno, da je pravilen ali napačen, gre bolj za to, da ga vsi enako razumemo, kaj je v določenem skupini ljudi ali organizacije ključno ali kritično, tako kot praviš. Seveda obstaja tudi več metodologij, postopkov, ampak jaz bi se dejansko osredotočil, ker znotraj naše skupine v Aktualu je več družb, je v bistvu najboljši primer, ki ga izvajamo potem tudi pri naših strankah, da smo že interno organizirani ločeno, recimo informacijska infrastruktura in sistemska infrastruktura v družbi Unistar, SAP v družbi Telis, informacijska in kibernetska varnost v družbi ProAstek, v Aktualu samem razvoj programske opreme, in to smo znotraj Aktuala, skupine Aktual naredili zaradi tega, ker ko smo se spoznavali, kje so naše kompetence, kako moramo zaradi teh stičnih točk sodelovati in katere zadeve so tudi za naše delovanje kritične, ker namreč tudi mi ponujamo določene storitve v oblaku, ki so seveda drugačne vrste obravnavane kot pa neka lastna infrastruktura za podporne dejavnosti. Ampak tvoje vprašanje je bilo torej, kateri so neki koraki ali procesi. Izpostavil bi jih res, par sem si jih prav zabeležil iz razloga, ker se nam največkrat pojavljajo. Prvič je zavedanje. Zavedanje o tem, kaj počnemo. Ne kaj se imamo v organizacijah, kaj je naša dejavnost, zakaj smo kot organizacije skupaj in kaj delamo na trgu. Torej, to zavedanje in pa seveda stalno dvigovanje zavedanja vseh zaposlenih, da se aktivnosti izvajajo na ta način, ker če se jaz zavedam, da delujem v kritični infrastrukturi, recimo zagotavljanje električne energije, in če stalno dobivam, bom rekel, signale okolice, torej znotraj družbe, kaj to pomeni in kaj se zgodi, če elektrike ni, se tako tudi obnašam. In ljudje se radi obnašamo, zato smo recimo tudi jaz v privatnem motorista, ne? In motoristi se, vsaj nekateri, jaz sicer res nisem tipičen, ampak radi družijo. In to zavedanje v organizacijah, ki je spet skupek ljudi, ki dela za iste cilje, je izredno pomembno ali pa eden izmed korakov. Drugo je seveda poznati in pa obvladovati svoje ranljivosti, ne? Saj so že predhodniki to omenjali, ampak poznati na način, da jih dejansko na glas povemo, zapišemo seveda formalno, ker če tega ni, se o tem ne pogovarjamo,
jih tudi ne obvladujemo. Vsi mislimo, če bo do tega prišlo, se bomo že takrat zagotovo urno obrnili in bomo določene zadeve pač uredili. To enostavno ne gre več. Če želijo podjetja delovati na dolgi rok, potem seveda morajo poznati in obvladovati svoje ranljivosti. Vsi jih imamo in prav je, da določene naslovimo na drugačen način, druge sprejmemo, tretje damo, ne vem, kot zavarovanje, torej zavarovati. In tukaj pride tudi potem spet tisto zavedanje, ker ljudje so pripravljeni na spremembe. V tem primeru, če vemo, da smo ranljivi, smo tudi sistemsko pripravljeni na to, da se morda pa nekaj spremeni. In torej to zavedanje bi morda povezoval z pripravljenost na spremembe. Mislim, da je že prej tudi Andrej omenil tudi vodenje in pa kulturo. To je tretjič, je ta prvič zavedanje o tem, kaj počnemo, drugič poznavanje in obvladovanje ranljivosti. Tretji bi dal to vodenje in kultura, s tem, da bi poudaril, čedalje manj na terenu opažamo vključenost vodstva. Zakaj? Zato, ker je zaposleno z drugimi aktivnostmi in ni toliko vključeno v to vrstno dvig kulture kot zgled in spodbuda ostalim sodelavcem. Namreč to je potrebno, kot je potrebno stalno izpopolnjevati vozniške sposobnosti, zdravstvene preglede, torej vseh, od vodstva do ostalih, kakor to spet počne samo del organizacije, del ljudi, potem to zvodeni. Torej, ta tretji, če tako rečemo, je ta vodenje in pa kultura organizacije, torej in vseh zaposlenih. Še dve bi izpostavil, navadno smo jih vedno našli od 4 do 5, 6 tu nekje, in sicer daljnosežna vizija. Namreč, če se posvečamo samo kratkoročnim ciljem, ne vidimo razloga, zakaj bi se, ne vem, tudi obranili in pa zakaj bi ohranili naš obstoj kot organizacija. Mi moramo na glas poznati, bom rekel, ali pa promovirati našo daljnosežno vizijo, ker potem bomo lažje se soočili z dnevnimi kratkoročnimi cilji. In pa ne nazadnje fitness, jaz temu rečem, ali pa trening, kjer spet poudarjam, da je ključno, da je vključenost tudi vodstvo, torej sprovajanje neke vrste vaj, vročih vaj, hladnih vaj, takšnih in drugačnih, nas naredi fit. Tako kot telesna aktivnost naredi človeško telo fit, tako naredi tudi postopkovno v organizacijah. To se je dobro videlo tudi v zadnjem letu in pol, odkar se borimo, bom rekel, z enim tveganjem, na katerega vsi nismo bili pripravljeni, vsaj ne na način, kot smo danes, da v bistvu, ko enkrat izvedeš nek trening, je bistveno lažje. In torej tukaj se nam pa zdi po izkušnjah, da je ključno, da je to dejansko periodično, ni treba prepogosto spet prihaja do tega, da potem nihče resno ne jemlje. Periodično pa mora imeti. In tukaj so določene tudi kulture, kot je recimo Japonska, nagnjena k temu, ne, in lahko vidimo, kaj to pomeni v takšnem okolju ali pa nekje, kjer tega ni. Verjamem, da je treba imeti neko zdravo mero v smislu, da je alajnano, kako je slovenski izraz, torej sopada z našim delovanjem, da ne bomo pretiravali. Ne. Če torej povzamem, pa grem od zadaj navzgor, trening, potem vodenje in kultura, obvladovanje ranljivosti in pa seveda razumevanje lastnega okolja, zakaj smo in kam gremo. Pa za absolutno teh 6 vidikov, ki so izredno pomembni za to, da organizacijo nekako pripravljamo na to, da je bolj odporna. Andrej, če bi ravno na osnovi teh 6 vidikov, ki jih je Igor izpostavil, naslednje vprašanje nekako za vas koncipiral, recimo, kje pa lahko vidimo priložnost v novih tehnoloških rešitvah na področju informacijske varnosti, da nam omogočijo še večjo učinkovitost naših organizacij,
tudi vizavi teh 6 vidikov, ki jih je prej Igor izpostavil. Kako bi lahko v bistvu novo tehnologijo zdaj vtkali v to zgodbo in da nas s tem naredi to bolj odporno? Ja, tehnologija je vedno predstavljala enega izmed stebrov varnosti. Ne? Pravimo 3 stebri: tehnologija, ljudje in procesi. Tako da že od nekdaj, ko se pač recimo v IT-u varnost začela, smo govorili o antivirusnih programih in tako naprej, in tehnologija seveda napreduje skladno tudi s tem, da področje kibernetske varnosti dobiva vedno večji pomen in tudi vedno večje posledice so lahko kibernetskih napadov. Zdaj, tehnoloških pristopov je tukaj ogromno, imamo res zelo širok spekter tehnologij, tako da najbrž je ta okrogla miza premalo časa imamo na voljo in preveč zanimivih govorcev je, da bi lahko vse predstavili, kar tukaj tehnologija omogoča. Mislim, da tudi vsi, ki smo tukaj kot govorci prisotni, dejansko smo tukaj zato, da vpeljujemo tehnologije, ki omogočajo vse to, kar ste Denis povedali. Bi se pa morda tukaj osredotočil na eno specifično tehnologijo oziroma tehnološki vidik, ki združuje več tehnologij in mogoče najboljše sovpada s tem, kar smo prej rekli, ne, da vsa tveganja niso enako kritična in da vseh ne moremo enako obravnavati. Nekatera se da obravnavati bolj avtomatizirano, pri drugih je pa potreben večji angažma varnostnih strokovnjakov. No in ena takšna tehnološka usmeritev, ki je zelo aktualna in odpira ogromno priložnosti, je avtomatizacija odzivov na varnostne incidente. Se pravi, dejansko z uporabo, predvsem tukaj tehnologij strojnega učenja, imamo ogromno inputov, ker imamo kompleksna omrežja, milijone, milijarde naprav, uporabnikov, veliko količino masovnih podatkov, informacij, ki so lahko občutljive, kritične. Seveda tudi človek, tudi če imamo nek dediciran in zelo močen varnostni tim, recimo v varnostnem operativnem centru, bo težko obvladal vse te varnostne informacije in dogodke in jih ustrezno sprocesiral ter reševal incidente. Zato nam tukaj tehnologija pride zelo prav, da lahko avtomatizirano odkriva določene vzorce v prometu, v dogodkih, ki se dogajajo v omrežjih, ki se dogajajo na napravah, in tehnologija sama od sebe razpoznava, kaj je tisto, kar so kritični incidenti, in tudi avtomatizirano se odziva na te možnosti. Zdaj, sama avtomatizacija odzivov na kibernetske incidente v bistvu je pokrita z 2 temeljnima tehnologijama, delno z sistemi SIEM, ki jih veliko uporabljamo, se pravi, iz različnih naprav dobimo loge dogodkov in če imamo neka jasno definirana pravila, hitro lahko varnostni strokovnjaki vidijo, kaj so tisti incidenti, katerim je potrebno pristopiti. Čim pa to nadgradimo, naprimer s koncepti, kot je User Behavior Analytics, UBA ali kaj podobnega, nam tehnologija pomaga, da razpoznava recimo neke vzorce normalnega obnašanja uporabnikov in hitro vidi, kdaj prihaja do odstopanj teh normalnih vzorcev obnašanja oziroma uporabe informacijske tehnologije. Se pravi, hitro nakaže na neke kritične uporabnike, na neke kritične nevarne operacije. No, stopnička višje so tu na primer sistemi SOAR, Security Orchestration, Automation and Response. Zdaj, zakaj so ti pomembni? Ne? Ker ne gre pri njih samo za odziv, avtomatski odziv na neke varnostne incidente, ampak to povezujejo z inteligenco tveganj, threat intelligence, in z celotnim procesom odzivanja na kibernetske incidente. In tukaj mogoče je tista velika moč same tehnologije, ki jo tehnologija nudi varnostnemu kadru, varnostnim analitikom in delovnim organizacijam, ker lahko razbremeni varnostne analitike. Se pravi, takšni sistemi, ki so aktualni in se bodo vedno bolj razvijali, so točno sposobni kategorizirati neke incidente, videti, kaj so običajni incidenti in te incidente avtomatsko odpravijo. Za tisto, kar pa je nekaj več, se pa štartajo direktno procesi razreševanja incidentov, kjer se ustrezno deskriptivno opiše, zakaj gre pri vsem skupaj in se zažene nek proces, ki ga bo potem varnostni analitik izvršil.
In na ta način dejansko neka taktična tveganja, taktične incidente avtomatiziramo in se premikamo vedno bolj proti strateškemu pogledu na samo področje varnosti oziroma na inteligenco tveganj. Dobimo nek širši vpogled in tudi lahko na ta način dvignemo organizacije na višji nivo, se pravi, tehnologija nam bo zagotovila to, da ne bomo več gledali na dejanske posamične incidente, ki se dogajajo, ampak dobimo širšo sliko, kakšen je dejansko način, kako operirajo napadalci, kakšni so trendi na potencialnih napadalcev, ki želijo kakorkoli zlorabiti, naprimer naše sisteme, mogoče, da gre tukaj za dejansko poslovni kriminal, tudi politični kriminal in tako dalje. Skratka, z tehnologijo, ki bo določene specifične vzorce izluščila in štartala nek celovitejši proces odziva na takšne kibernetske incidente, bomo dobili širšo sliko, globjo inteligenco tveganj. In to je, mislim, da zelo pomemben vidik tukaj. Tudi organizacije bodo na ta način lahko začele poslovati bolj, bi rekli, varnostno, proaktivno. Lahko govorimo mogoče o deception in podobnih zadevah, se pravi, navzven prikažemo naše sisteme za neko izkrivljeno sliko, drugače kot je dejansko, jo bodo napadalci drugače videli. In to nam vse lahko sodobna tehnologija omogoči. Tako da mislim, da tu je res ogromno nekih izhodišč, ogromno možnosti, ki bi najbrž zagotovo nam lahko odprle še nekaj takih okroglih miz specializirano iz tega področja. Upam, da ne boste izven, ker sem vam postavil tako strateško vprašanje za več okroglih miz, od vas pa želel, da v 5 minutah pojasnite stvari. Pa vendarle se mi zdi, da ključno informacijo ali pa spoznanje, ki ste ga dal na mizo, je predvsem to, da vsa nova tehnologija, temelječa tudi na umetni inteligenci, se ne more odločiti namesto človeka. Se pravi, je lahko samo njegovo dobro orodje kot pomoč. Strokovnjake pa moramo pripeljati na tak nivo, da se bodo znali na podlagi vseh teh indicov in pa seveda pomoči, ki jih taka tehnologija omogoča, bolj kvalitetno, hitrejše, bolj učinkovito odločati in seveda odločati predvsem na vedno bolj strateških nivojih, kajti mislim, da ste že vsi o tem govorili, da če začneš gledati posamezno drevo, kar naenkrat ne vidiš več gozda. Tako da je potrebno, bom rekel, vedno v te kompleksnosti naših organizacij, sploh teh, ki so večje in ki obvladujejo kritične infrastrukturne procese, pa videti to večjo sliko. In zato pa rabimo tehnologijo, da lahko del časa prihranimo. In res hvala za to. Aleš, mogoče vprašanje za tebe. Vse organizacije, ki želijo svojo raven odpornosti zvišati nekako na višji nivo, predvsem težijo k tem, da odpravljajo te silosne pristope. V Sloveniji mogoče zaradi narave slovenskega naroda smo mogoče še bolj usmerjeni v tako imenovano vrtičkarstvo oziroma da vsak nekako goji svoj proces. Pa se mi zdi, da je to izredno škodljivo, sploh na področju fizične in informacijske varnosti, kajti že skozi to razpravo, ki smo jo danes imeli, vidimo, da se praktično ta sinergija teh dveh procesov, če govorimo o nekem celovitem pristopu do varnosti, absolutno vedno bolj nekako združuje. Kje ti vidiš v praksi glavne izzive v Sloveniji, da mogoče bo ta proces nekako podiranja teh silosov ali pa gledanja ravno z tega, kar je že Andrej prej in tudi Igor in Aleksandar, ko so želeli nas usmeriti, da je potreben ta strateški vidik. Kje po tvoje, recimo, lahko naredimo te korake, da bomo tukaj bolj učinkoviti? Hvala za vprašanje. Bom jaz začel tukaj, da tam, kjer se ti silosi najprej pojavijo, oziroma na procesu, ki se zdaj, oziroma se ga je še v bistvu COVID situacija bolj pospešila, to je digitalizacija oziroma digitalna transformacija podjetij, ker so pač to bili primorani, prisiljeni, oziroma pač ali so mogli hitreje nadaljevati, ali pa projekte, ki so že ustavili, so jih
poskušali pospešiti. Po drugi strani so se pa vprašali, ali bomo res vsa zadnja sredstva namenili temu. Ne? To je tisti problem. In zdaj prva stvar, ki jo povejo, zakaj, pa kaj se moramo najbolj izogniti, je, da poskušamo, oziroma sploh ne bo šlo skozi, če bo silostni pristop, ali to horizontalni ali pa vertikalni, ne glede na vse, če bo to šlo na vse strani, pa se bo vsi borili za svoj budžet, ne? Ali to proces, ali področje, ali pa to IT posebej, ali pa marketing posebej, ne bo šlo. Teda v bistvu, absolutno, to je prva stvar, ki je pomembno tukaj in zdaj samo, kaj pa se v bistvu tukaj zdaj pojavlja, je pa ravno to, ali ni COVID po eni strani zelo pospešil, da ne govorim vseh teh spodbudah, ki zdaj obstajajo, ne, in vsi ti voucheri in vse te digitalizacije, ki so za podjetja na voljo, ne, zdaj to res počnejo vsi zato, ker pač želijo to početi, pa se zavedajo, kaj pomeni to, ne, da je treba pač ta korak narediti, če želijo preživeti na tem, da ne govorim mednarodnem, da bomo rekel o globalnem trgu, ali pa to samo zaradi tega, da se kakšne sredstva obrnejo, pa da naredimo nekaj. Ne. Zdaj, tu so dva pogleda. Ne. In zdaj drugo vprašanje, ki se pa tu pojavlja, pa je, pa da ni ta COVID pač tudi ustavil ta proces na nek način, pa da ne bi zdaj zadnji denar vložili v to. Če že, jaz menim, da je to potrebno vedno znova pač upoštevati, se vprašati, ali res potrebuješ to, ne? Zakaj to potrebuješ, kdo bo to izvajal, ne? Izbira izvajalca, bom omenil se tudi, zato mi tudi nekdo, ki bomo rekel, pri 5G imamo neke določene izzive, ki obstajajo, ne, na globalu, pa kaj je Evropski parlament naredil 2-3 dni nazaj, da so odmontirali določene sisteme izven parlamenta, ko so ugotovili, pa ne samo z aspekta varnosti, ki so bile sprašljive, ne govorimo o vzhodnih rešitvah iz pač vzhoda, ne bom omenjal koga točno, ampak zaradi tega, ker tudi je ta aspekt, ker je pomembno v Evropski uniji in dokler bo to pomembno, tudi odhod, pa kdo to proizvaja, pa da to ni izkoriščenje, ne. Da v bistvu so odmontirali sisteme za termalni nadzor, skratka o tem, če ne veste to informacijo, ne, so jih mogli dol. 2 leta nazaj, malo politično, sicer mogoče tudi zaradi Kitajska Amerika, no, Združene države, so ti glavni proizvajalci padli iz ONVIF organizacije ven, ne, kar pomeni, da tudi ne paša. Skratka, izbira je važna, ne. Zdaj se pa pojavilo pa tudi to, ne, v tem času, ali res, tako sem že omenil, porabiti zadnje rezerve za to, da bomo preživetje naredili, ne, ker kaj, vemo, da 80% projektov, če se niso lotili na ta način, so bili silosni ali pa tako drugače nepodprti vseh deležnikov, ki morajo biti tisti, ki dajo sponzorstvo temu projektu, pa so vključeni, ne, niso bili uspešni, ne. Tako da, jaz pravim tako, da je potrebno vključevati vse, ne, predvsem pa izobraževanje trga oziroma vseh deležnikov, uporabnikov, koliko je to pomembno in da se prvi stvari silosni pristopi ukinejo, da se proba to delati celovito, strukturirano in ne potem posamezno. Dokler bo to. Drugi aspekt, ki pa tu pomemben, pa je, da se v bistvu gradi, mislim, da je že Andrej govoril o tem že prvič, da je treba v DNA vsakega projekta dati ta security in upošteva, da to je zraven od prvega dneva naprej razvoja. Če tega ne upoštevaš, po na koncu gradiš gor security in rečeš, ali imamo pa antivirus, ne, tako to preomenjeno, to ni pravi pristop. Tako da, to mislim, da je to. Hvala lepa za ta tvoj pogled, absolutno se strinjam in verjetno tudi ostali kolegi strinjajo z njim. Gašper, še vprašanje za tebe, ostale goste bi pa prosil, da v chatu preberejo vprašanje od kolega Tomaža, no pa bomo potem probali kratko na njega malo pokomentirati, ki je z tega strateškega nivoja absolutno dobro vprašanje. Gašper, tebe bi pa prosil mogoče, če lahko nadaljuješ tam, kjer sva prej že končala. In sicer vedno je pomemben izziv na področju kontrole pristopa, tudi vezano na informacijska tveganja, predvsem uvajanja nekih novih sistemov, ne. Na drugi strani neko servisiranje, upravljanje teh sistemov. Nekaj smo se dotaknili že oblačnih storitev. Kadar govorimo o organizacijah, kot so kritična infrastruktura, se vedno pojavljajo iste težave, ne. Ali nam lahko tak v bistvu nov sistem, ki ga vgradimo v obstoječe sisteme, ostale sisteme začne s stališča informacijske varnosti mogoče ogrožati. Pa me predvsem zanima, kako zagotoviti to varno in celovito delovanje sistemov pristopne kontrole ali pa katerikoli drugih sistemov, ki jih uvajamo, da s tem v bistvu ne ogrožamo delovanja ostalega informacijskega sistema. Hvala, Deni, za vprašanje.
Moram reči, da je kar par mojih sogovornikov že izpostavili, se mi zdi ene par ključnih zadev. Mogoče tako zelo mi je ostalo spominu od Igorja, torej zavedanje, kaj počnem. Ne samo kot ponudnik, ampak tudi kot naročnik sistema, da vem, kaj hočem, neko dolgoročna vizija, kaj želim s tem vzpostaviti in kaj so moji dolgoročni cilji. Zdaj, če se malo vrnemo samo na to samo kontrolo pristopa, sigurno je fajn, da v okviru tega zakona o kritični infrastrukturi, če se mogoče malo sfokusiramo zdaj na kritično infrastrukturo, je vsekakor pomembno, da tudi ta segment kontrole pristopa vključimo v to redno oceno tveganj, pripravo ocene tveganja in tudi pripravimo neke predloge, rešitve, kako se bomo tega lotili, ne lovili. Pol imamo določene pogodbene obveznosti, ki jih moramo tudi spoštovati. Tukaj zdaj govorimo o GDPR-u, zakonu o zasebnem varovanju, pogodbenih odnosih z dobavitelji in ponudniki, da pač imamo te neke pravne, formalne in te zadeve nekako rešene. Tretje bi mogoče izpostavil zanesljivost partnerjev in dobaviteljev. Torej, da imamo partnerje in dobavitelje, s katerimi delujemo, ne vem, preverjanje, da imajo prave kompetence, da imajo določene standarde vzpostavljene, ne govorim zdaj o ISO 27001 in drugih, ki so pomembni za izvajanje takih dejavnosti. Tukaj se mi zdi pa pomembno pri tej točki, ki si rekel, kako vplivati na ostale informacijske sisteme. Sistemi kontrole pristopa so do zdaj, dajmo reči, standardno nekako nameščeni v on-prem okoljih. Vsekakor obstajajo pač normalno te standardne rešitve, kot so, ne vem, da se ali fizično celo loči ta infrastruktura od ostale, ali se pač vzpostavitev nekih virtualnih LAN-ov, podobno kot velja za ostale kritične sisteme. Pojavlja se pa pol vprašanje, dostikrat so te sistemi integrirani, mislim, da je tudi ravno tudi Igor izpostavil to že v prvem seansi, te sistemi naši ali pa tudi drugi sistemi za kontrolo pristopa so dostikrat integrirani s kakšnimi drugimi sistemi. Govorim mogoče, ne vem, o videonadzornih sistemih, VNC-jih, omenjali smo danes najave obiskovalcev, kakšni logistični sistemi za najave tovornjakov, odpiranje zapornic in te zadeve. Kako so te sistemi integrirani med sabo, ali so dovolj zaprti, ali niso dovolj zaprti. Tukaj je ravno to pomembno, na kakšen način so te zadeve integrirani. Zdaj, kaj nam cloud si omenil posebej prinaša? Cloud nam pa prinaša mogoče določene zadeve, kjer pač so določene zadeve integrirane notri že kot by design, security enek, by default, že vgrajen v te oblačne rešitve. Tukaj mi je ostalo spominu te 4 korake, ki jih je Aleksandar omenil, torej kakšnega koraka se klele pri implementaciji cloud rešitev lahko, ne bom rekel znebimo, ampak poenostavimo. Mislim, da je bil Aleksandar 3. korak, ta deployment teh sistemov. V primeru cloud rešitev, izvoliš, Aleksandar. Drži. V primeru cloud sistemov imamo ta deployment postavljen, narejen, pač ga je treba samo pravilno skonfigurirati, pol naprej pa operativno voditi, da ga naprej ponudimo naprej. Tukaj se pri cloud rešitvah ni neke dodatne infrastrukture, na katere bi lahko bila, dajmo reči, kritično ogrožena, zmanjšanje stroškov za nakup, za upravljanje, za vzdrževanje tega za posameznika, vsakega uporabnika manj. Tudi pri sinhronizaciji pa integraciji z drugimi sistemi, ki sem jih prej omenil, je treba tukaj pristopiti k nekim standardnim rešitvam. Ponavadi taki sistemi ponujajo neke standardne rešitve preko API-jev, ni nekih ad hoc rešitev na nivoju baz ali pa kaj takega, tako da tudi tukaj se dvignemo ta nivo integracije in pa standardov pri povezovanju. Taki sistemi so seveda skladni. In pa dobimo še eno zadevo pri teh cloud rešitvah, da so dostopni od kjerkoli in kadarkoli. Dostikrat. Niso to neke on-premise rešitve za nekimi firewalli, ampak kaj takega, ampak so to neke rešitve, ki so dostopne od kjerkoli in kadarkoli. In tukaj pa tudi mogoče pridemo do nekih dveh, da potegnem neko črto na koncu iniciativ, ki vidimo mi, da so v zadnjem letu s to situacijo prišle, je dejansko ta remote work.
je neka zadeva, ki smo vsi videli, da je zdaj nekako aktualna. Torej pri nekako cloud rešitvah je ta remote work, dostopi, servisiranje, vzdrževanje teh dostopnost je lažje te zadeve vzdrževati. In pa ena zadeva, ki smo se srečali zdaj s tem COVID-om, je ta brezkontaktnost. Tukaj z temi novimi tehnologijami, kot so mobilne in pa cloud rešitve, zmanjšamo te neposredne kontakte, kot so pri kljukah, pri ključavnicah, pri čitalcih ali kakorkoli se te stiki zmanjšajo. In pa ena zadeva, ki se mi zdi, da je bila lepo že izpostavljena, tudi en izmed prejšnjih okroglih miz, te nove tehnologije, če rečemo, dostikrat zelo pohitrijo procese samega vzdrževanja in servisiranja. Mislim, da je Predrag v prejšnji okrogli mizi izpostavil, da koliko hitro lahko zdajle nekako omogočimo nekomu dostop na oddaljeni kritični infrastrukturi, da nekaj poservisira, če ni potrebnih, ne vem, en šop ključev, pravih ključev, da se to odpre, da omogočimo nek moderen pristop, hkratni dostop ali pa samo enkratni dostop do te okvare na nekem objektu. Z temi mobilnimi in cloud rešitvami je to mnogo bolj enostavno kot z nekimi tradicionalnimi rešitvami na kartico ali pa na ključ. Toliko mogoče na hitro z moje strani. No. Ja, Gašper, hvala lepa tudi za to povezavo s prejšnjo okroglo mizo, no, ker se mi zdi, da je v bistvu tematika se povezuje in navezuje. No, tako da absolutno, kolikor smo se v preteklosti mogoče otepali teh cloud rešitev v določenih segmentih, zdaj nam lahko rešujejo določene izzive, na katere nismo našli ravno nekih učinkovitih, v bistvu drugačnih rešitev trenutno. Zdaj bi pa mogoče jaz, vas cenjeni gostje, res, čeprav je vprašanje za $1 milijon, Tomaž vedno postavlja vprašanje za $1 milijon, res prosil, če lahko v parih stavkih vsak iz svojega stališča nekako pokomentira to vprašanje. Namreč mi smo se danes pogovarjali o organizacijskem nivoju. Seveda Tomaž sprašuje pa z nivoja saj države, če ne tudi, bom rekel, nekih širših povezav kot, ne vem, Evropska unija, NATO in ostale. Ampak ta odpornost družbe je ključna, ne, in jo ravno zaradi te povezljivosti in digitalizacije in vsega tega nam nekako vedno bolj prihaja v ospredje. Če se spomnite, sploh električna energija je en tak segment, ki je izredno tesno povezan, da se nam zgodi nekaj primer v zahodni Nemčiji, v bistvu zaniha cel sistem lahko do nas. Na drugi strani lahko na Kosovu nek incident pomeni, da severna Italija ostane za določen del brez elektrike. Se pravi, ta odpornost družbe ni zdaj samo na naših organizacijah, ampak je tudi malo širša. Če mogoče lahko malo pokomentirate tudi z tistega stališča, ki ga je že Aleksandar prej odlično načel, in sicer te trije v bistvu subjekti, ki so tukaj ključni, zakonodajalec, potem nekdo, ki regulativno skrbi za zadevo, in pa se pravi sam operater. Če lahko nekako pokomentiramo, kako dvigati zavedanje tega strateškega menedžmenta, ki je ključen za to, da bo tudi celotna družba se dvigovala na višji nivo. Aleksandar, mogoče vi prvo. Jaz bi rekel, da mislim, jaz vidim ta premik, da se dela v tej smeri. Mogoče pač ozko gledam iz tega zornega kota, iz tega recimo dela, ki ga mi pokrivamo. Tam lahko rečem, recimo, da operaterji zelo konkretno pač in razmišljajo, uvajajo to odpornost, gradijo pač zelo, zelo robustne georedundančne sisteme, ki potem naredijo celo to tehnologijo, vse te storitve zelo odporne in na vdore in na, kot ste rekli, če pridejo taki primeri kot v Nemčiji. Tako da vidim premik v tej smeri. Glede države in regulatorja tudi premik je. Vse to, kar se dogaja okoli legislative, okoli EU-ja, gre v tej smeri neke izboljšanje, neke odpornosti.
zahteva pa čas. Ni to čez noč, ne moreš to narediti z neko softversko nadgradnjo, pa rečeš, ok, od jutra je vse odporno in pač ni treba nič delati. Tako da rabi nek čas, da se procesi upeljejo, ampak pravim še enkrat, iz tega zornega kota, mogoče malo ozko v to, kaj mi pokrivamo, pač vidim nek pozitiven premik. Vsi stakeholderji, pač ena od strank, s katerim delamo, pač razvija take kibernetno-varnostne centre, ki pomagajo k odpornosti ne samo njihove organizacije, ampak tudi, ne vem, ponujajo to eksternim strankam, tako da na ta način izboljšajo tudi odpornost ostalih pač subjektov v Sloveniji. Tako nekako bi sumariziral. Ja, hvala lepa. Igor, mogoče v kratkem tvoj pogled. Ja, jaz bi, če čisto na kratko rečem, deluj lokalno, misli globalno. Namreč mislim, da bi morali vsi, če gledamo na svojem organizacijskem nivoju, če gledamo širše, kaj pomeni odpornost, pomeni, da bom lahko naslednji dan izvajal svojo gospodarsko dejavnost, pomeni, da zato ne bom brezposeln, zato ne bojo trpele neke druge inštitucije. Vse to ima vpliv širše na družbo. In to se vidi, da v resnici zdaj v zadnjih obdobjih zelo individualno države, ali pa ne samo, če že gledamo Evropsko unijo na nivoju držav, zelo gledamo spet nazaj vrtičkarsko ali pa silos in se prehitro na to navadimo. Verjamem, da prevečkrat tudi rečemo, ne moramo na to vplivati, direktno ne. Mislim pa, da če lahko na svoje mikrookolje, zato pravim, delujemo lokalno, bodimo odporni, zdravstveno, gospodarsko, na vseh nivojih, potem bo tudi družbeno odpornost večja. Ja, hvala lepa. Andrej, vaš pogled na... Jaz bi se morda navezal na določene vidike, ki sem jih izpostavil v svojih prvih 2 odgovorih na vaše vprašanja. In sicer morda bi tukaj lahko rekli, eno je inteligenca in obvladovanje tveganj in na drugi strani procesi. To dvojno se mi zdi tukaj precej ključno, da hodi z roko v roki. Pomeni, da smo sposobni v vsakem trenutku predvideti, katera so tista tveganja, ki lahko vplivajo na to, da bodo prekinila nepretrgano poslovanje oziroma da bodo odpornost zamajala in da imamo hkrati takoj tudi v povezavi s tem, ko smo inteligentni glede tveganj in jih zaznavamo, že pripravljene natančne procese, kako bomo v tem primeru ukrepali. Tu jasno so potem tudi ključne odgovornosti. Se pravi, da nekdo prevzame odgovornost in da takojšen povratek v normalne tirnice čim bolj učinkovito in čim hitreje zagotovi. Tako da dejansko mislim, da s tema 2 konceptoma, če jih pravilno upeljemo, lahko zagotovimo kar visok nivo odpornosti. Predvsem v delovnih organizacijah, pa mislim, da se da tudi posplošiti širše na družbo in na druga področja. Ja, hvala lepa, Andrej, za ta 2 koncepta. Aleš, mogoče tvoj vidik izkušenj. Ja, bi se navezal, oziroma strinjal s tem, kaj so predhodniki povedali, enostavno začeti pri sebi, torej potem iti širše in potem se aplicirati. Rabimo pa neke okvire, ki morajo biti pa jasno definirani. Menim, da v tej situaciji, ki je zdaj za nami, v letu in pol, da ne glede na vse pozitivne stvari, ki so tudi bile, smo bili nepripravljeni. Mislim, definitivno, da to ni bilo to, kar bi naj bilo, da so se potem seveda, če gledam potem z nivoja podjetja, vsi obrnili k sebi, enostavno je potrebno tukaj reševati. Mogoče kot en primer, samo 2 dni nazaj sem sedel pri stranki, pri kateri smo sedeli zaradi tega, ker je imela v zadnjem letu 2 ali 3 precej velike incidente vdora in kriptiranja in kraje podatkov, kriminaliste in tako naprej. Se pogovarjamo o investiciji oziroma o tem, kaj je treba narediti, da je treba začeti pač tam, kako moramo začeti, zakaj smo tam. Sporedno smo se pogovarjali tudi za infrastrukturo, pa da bomo imeli neprekinjeno poslovanje, malo bolj, on-premise, vse en del za hibridno rešitvijo, ampak kaj je na koncu vprašanje potem, ali res rabimo ta firewall. Zakaj smo tam? Zato, ker ste imeli vdore, to je osnova, kaj smo naredili. Tako da začeti lokalno, tako se je rekel že Igor, in pa
potem razmišljati globalno, z nekim okvirom. Ja, hvala lepa, Gašper, izvoli. Ja, težko je še kaj dopolniti vse te sogovornike, ampak nekako jaz vidim, da pač kar nam manjka mogoče malo v Sloveniji je ta povezanost v družbi, ne neko vrtičkarstvo samostojno, ne tako na gospodarskem nivoju kot v privatnem. Se je že težko zdaj dobiš koga, da bi šel z njim na pir po službi, ki gre vsak po svojih in ti družinam ali kakorkoli. Nekaj bo izpostavljen ta zavedanje in dolgoročna vizija, ki ga moramo izpostavljati vsi skupaj. In pa bi se tukaj mogoče, Igor, mislim, da je omenil prav tudi to vodstvo, ne bi si kle sposodil malo besede našega Toneta, vse ga vsi poznate, mislim, da ga ni treba predstavljati. Pred kratkim na eni konferenci je izjavil lepo, zelena Slovenija je digitalna dolina na sončni strani Alp, tako da dajmo, da imamo nekaj konkurenčnih prednosti, ki nas uvršča na pomembna področja za vzpostavitev ne Silicijeve, ampak zelene digitalne doline na sončni strani Evrope. Te prednosti so naša majhnost, da se lahko hitro prilagajamo nekim spremembam, tako da drugič je ta geografska lega, dejansko smo res na prelomnici med vzhodom in zahodom. In pa te stalne spremembe, ki se dogajajo in ki smo jim priča, moramo pač utrdijo našo odpornost, da lahko kljubujemo še tako močnim tem valovom, ki so pred nami in nas na tem razburkanem morju. Tako. Ja, Gašper, hvala lepa še za to zaključno misel. Moji gostje, naši gostje, najlepša hvala za 1,5 ure odličnega sprehoda skozi res zahtevno temo. Odprli smo kar nekaj pomembnih v bistvu izzivov, dali tudi kar nekaj v bistvu odgovorov, kako bi se naše organizacije lahko temu nekako bolje zoperstavile. Posebej me veseli to, da v Slovenskem združenju za korporativno varnost gojimo ravno to miselnost, da skupaj smo močnejši kot temeljni postulat našega združenja, predvsem pa to, da za isto mizo, kar mislim, da je absolutna redkost, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem okolju, smo uspeli posesti vse deležnike ali pa najpomembnejše deležnike, ne samo z gospodarstva, kritične infrastrukture, izvajalcev bistvenih storitev, podjetja, ampak tudi države. Se pravi, za našo mizo v bistvu sedijo tudi glavni odločevalci na vseh teh področjih, o katerih smo se danes pogovarjali. In seveda to me hrabri tudi za prihodnost, da bo ta okrogla miza še večja, da bo za našo mizo sedelo še več ljudi, kajti samo tako bomo močnejši. Bomo podirali te silose, o katerih smo danes govorili, da negativno vplivajo, si bomo izmenjevali te nove prakse in pa nova spoznanja, nove tehnološke rešitve, ki bodo vse nas skupaj v sodelovanju naredile bolj odporne in močnejše. In kar je še najpomembneje, izredno veliko pozornost vlagamo v osveščanju ne nas strokovnjakov, ker relativno včasih se v kakšnem okolju ujameš, da sam sebe prepričuješ, ker smo že vsi prepričani, ampak da prepričujemo strateški menedžment. Ker če bo strateški menedžment tako na nivoju naših organizacij in pa države razumel, kje so ključni izzivi in kaj jim želimo kot strokovna javnost povedati, potem verjamem, da bodo vsi naši v bistvu napori naleteli na bolj odprta vrata, se bodo našli ustrezni resursi, tako na kadrovskem kot tudi drugih področjih, zato da bomo bolj odporni. In tudi dnevi korporativne varnosti, ki so pred nami, izredno veliko pozornost namenjajo ne samo to, da si v bistvu strokovnjaki ali pa strokovna javnost pove, kje so, se pravi, neke nove dognanja, nove izkušnje, novi izzivi, ampak bomo imeli možnost na okroglih mizah poslušati tudi odločevalce, strateški menedžment v ključnih organizacijah, da nam bo on povedal, kako nas vidi in kaj od nas pričakuje.
Kajti, če bomo to razumeli, bomo tudi mi potem svoje ravnanja, svoje načrte, svoje ukrepe nekako približali razumevanju tega, kar strateški menedžment razume. In jaz vedno pravim, da strateški menedžment ne razume samo, bom rekel, finančnega aspekta, tako kot dostikrat rečemo. Razume tudi v bistvu druge pomembne stvari, samo znati jih moramo pravilno nasloviti in jim to predstaviti, kako je to pomembno za to organizacijo. In še enkrat, moji spoštovani gostje, hvala vam, da je bil del teh razprav danes tudi v kamenček v tem mozaiku, da bomo vsi pravilno razumeli, kako pomembna je odpornost naših organizacij na vseh teh področjih, o katerih smo danes govorili. Naši cenjeni gostje in pa seveda poslušalci, hvala lepa, da ste si vzeli čas in ste z nami preživeli to aktivno 1,5 ure. Dogodek seveda smo tudi posneli in ga bomo na našo spletno stran postavili, predvsem zato, ker je bilo kar nekaj klicev, da nažalost so določeni člani in drugi zasedeni in bi si to želeli ogledati, tako da bojo imeli tudi možnost to odlično razpravo si potem v nadaljevanju še enkrat ogledati. In to je tisto, kar mi puščamo za sabo, se pravi kvalitetno razpravo, ki prinaša določene rešitve. Naj bo toliko za konec, res hvala lepa in kaj naj rečem, vidimo se, če ne prej, na dnevih korporativne varnosti in upam, da tudi v živo, da si bomo lahko segali v roko in nekako tako začeli premagovati to obdobje, ki smo ga bili priča zdaj gledati 1 leto. Lepa hvala in lep dan še naprej. Čau ekipa, hvala. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Nasvidenje. Adijo, hvala lepa.